Dober večer in lepo pozdravljeni na srečanjih pod Slamniki. Naš nocojšnji gost, Peter Rojc, mislim, da je res zanimiv gost. Mi smo pravzaprav pogovor z njim o tem, kako se dela rodoslovno drevo, načrtovali že pred pandemijo, ne? Pa je nekaj stvari vmes prišlo, ampak zdaj mislim, da je bil pa ta obeležitev vsega, kar počne Peter Rojc, še toliko večja, kajti v tem trenutku v Menačenkovi domačiji je postavljena razstava, zelo zanimiva razstava, ki na nek način tudi dopolnjuje najin nocojšnji pogovor. Nekatere fotografije za razstave bodo danes tudi podrobneje morda na nek način razložene, ampak predvsem je bilo pa pomembno za vse, ki bi se želeli v to tematiko poglobiti, tudi povabilo na ta nocojšnji pogovor, ki bo morda, tako sva se zdajle pogovarjala, koga spodbudil, da se bo tudi sam tega lotil, in midva bova skušala na en zelo zanimiv način skozi pravzaprav pogled v fotografski arhiv, ki ga imajo v družini, spregovoriti tudi o tem, kako se pa lotiti tega, morda tudi, kadar koga zamika, da naredi to za svojo družino, svojo preteklost, svoje prednike. Tako da mislim, da to ne bo tisto, kjer bi bil kot nek tečaj, pač pa spodbujanje in se je opozorilo, kje vse se pravzaprav hranijo in na kak način prihajamo do informacij, ki so pomembne in kako to tudi predelujemo. Ampak najprej morda za začetek nekaj besed o Petru Rojcu. Doma je s Hudega pri Radomljah, iz ene zelo stare, lahko rečeva, družine, to bomo tako spoznali. Staroselci bomo. Staroselci, ja. No. Domorodci. Tako. Upokojenec, potem je pa zelo prijetno pismo napisal, kaj vse počne, in sem se prav lepo nasmejala od tega, da zjutraj za zajtrk kokoške najprej nahrani, potem kaj rad počne. Dva mačka in še kužka. Še en kužek. Tako. Potem, ampak jaz sem se predvsem kokoške zapomnila, ker mucke imajo vsi kokoši, ki jih pa omenijo kot hišne ljubljenčke na nek način, ali pa svoje ljubljenčke pa ne. Potem mi je omenil, da rad vrtnari, kar seveda boste videli, da ni nič nenavadnega, da je zelo rad tudi v gozdu, da leta po hribih, da je ob 50-letnici lastnega jubileja vzpona na Triglav to ponovil, ampak napisal je malo bolj na počasnih obratih je bil ta pohod, da rad tudi kolesari, tako da recimo se mi je zdelo zelo zanimivo, da je pa ob svoji 70-letnici odkolesaril na 500 km oddaljeno pot do Blatnega jezera. To je bil pa veliki met. Tako, to nam naredi vsaka, ne? Tako da mi je res veliko simpatičnih stvari zapisal, kar sem jih zdajle tudi omenila, seveda pa prav gotovo ne smeva pozabiti tudi na tako rekoč članstvo od samega začetka fotokinokluba Mavrica. Ampak tisto, o čemer bova midva danes govorila, so fotografije in kako pravzaprav so ravno fotografije povzročile, da se je Peter Rojc začel ukvarjati tudi z svojimi predniki. Prav gotovo bo veliko zanimivih zgodb, upam, da tudi še kakšna taka, ki bo tudi za tiste najbolj bližine sorodnike še nova, vsaj tako sva se pogovarjala. In vedno se kaj novega najde, zato je vedno tudi kakšna nova zgodba. Jaz zdaj prepuščam besedo kar Petru Rojcu, sva pa tako dogovorjena, da vmes ga bom pa morda tam, kjer bo kaj pozabil, pa še kaj povprašala, prav takega, kar je pa mogoče povezano tudi z rodoslovnim drevesom, s tem, kako človek se tam znajde in pravzaprav res o tem veliko ve. Izvoli. Dober večer. Zelo vesel, da sem tukaj. Tole je ta prvo tremo bo treba sicer premagati, ampak mislim, da bo šlo.
ko bomo slikce zavrtili, bo vse jasno. Najprej, kje smo doma, tukaj že ne, tukaj pa. Smo pri sliki od gospoda Petra Nagliča. Posneta je nekje v letu 1930, saj po letu 1929, ker potem se vidi, katere hiše so gor. Z Končkega hriba, ne? Z Končkega hriba dol, pa gremo, to je se pravi Sovanova pristava ali Arboretska pristava, Sovanova graščina, kot je še bila, tam, ko se kadi, pa mečken desno gor so Palovče, Vranja peč, ne? Dej gremo pa dol, je pa hosta, v tisti hosti je Matekova hiša, naša hiša, pa je Potokarjeva, pa hiša od tete France, tlak je Prkovečk, tlak je pa Centralska Janez. Ok. Da mečken damo še tole hudo, vas hudo, mi rečemo HD in mi smo hujani. Domžalci se Domžalci se ne boš videl, vsak razmišljal, kako bi rekel prebivalcem hudga. Kaj premišljate zdaj, ko se bi v svoj glavi? Vse so ste bi prišlo, ne? Tudi tisti, ja. Zgodba oziroma izročilo, zakaj je to hudo oziroma HD, naj bi izviralo iz turških časov, časa turških upadov in ljudje so bežali iz mest v gozdove in to v naših gozdovih naj bi bile zemljanke ali bunkeri v Novo Reko in tam noter so se skrivali. Naše, se pravi, vaško izročilo, skopali so jame pa bruna čez, pa so naredili bunkerje. Verjetno to ne bo res, ker tukaj so bili včasih rudniki pa včasih rudnik ni včasih pomenilo, kot je danes jašek, parov pa tako naprej, ampak dnevni kop. In z dnevnim kopom je gratala velika jama in ko so recimo prišli Turki, so samski se smreke čez podrli, pozasuli, zamaskirali, tako naj bi bilo. Izročila. Potem zato, da je bilo tole hudo, pa da so bili res rudniki, je vas Rudnik, ne? Tale hrib, ko ga prvega vidimo, se imenuje Rudna, na drugo stran so pa Roba ali Robi, ne? Še ena stvar, ki marsikdo ne ve, da so tukaj v tej hribu Rudna še strelski jarki, šicengrabni iz Prve svetovne vojne. Fronta je bila 100 km stran. Ko so šli vojaki mačke na počitek, reklo se je počitek, pa na odmor, seveda so šli tudi v Radomlje in so v Radomlje imeli svojo postojanko, ampak vojska ne more biti enkoli premah, vojsko je treba terati in so tudi jarke kopali pa trenirali, kako se strela. Zdaj da že zahajava, ker če ne naj bo po vozu čest. Ampak je bilo zanimivo. Gremo tukaj pri rodoslovju. Rodoslovje se je moje začelo pri tisti škatli za čevlje, nekaj je še zgodovinsko ni do konca odkrito, mogoče je bila škatla za piškote in mislim, da je bila tista domačica, ker je lepo dišal. Batoš Korna nisem kot to dišal kot domačica. In v tisti škatli za čevlje je bil ves fotografski arhiv in ena rekel, ključnih fotografij, da sem se jaz tega lotil, sta tale dva ata pa mama. Hišno izročilo ni vedelo o tem praktično nič in nič več. Gospod ima tamle medalje, odkot so te medalje prišle, ni vedel nihče več. Da so po vojni, po Prvi svetovni vojni šle pa za monštranco, pa za kelih, to pomeni, da je bilo res prava kovina, pravo zlato, prava medalja. Ampak, kje je to Francelj dobil, je bilo pa veliko vprašanje in sem pa slučajno tole knjigo prebral in v knjigi lepo potem piše, da se je tudi naš Francelj boril v tej vojni za Bosno in Hercegovino.
dajmo tole, Berlinski kongres se odobril mirovno posredovanje. To se danes ponavlja, spet mirovne sile naredijo včasih več tazga kakor dobrega, ampak v naši knjigi, v tej knjigi zelo lepo piše Franc Rojc in oba pešca iste stotnije sta se odposlala za ogleduha, izvidnika, torej komandosa, proti sovražniku. Nemeneč se zakrogle, ki so vrčale od spredaj in zadaj, sta se plazila kakor kači naprej in poizvedovala o sovražnikovih razmerah. Kako slikovito je zadeva opisala, ne? Mislim, človek je kar strah, kot kači. Zdaj smo pa... Zato je pa medalje dobil. Tako je. Zdaj smo pa tukaj pri rodoslovju. Pri rodoslovju je prva stvar, prideš do nekega vira. In si 100% dejsen, pa jaz najdem, vse imam. Nimaš, nič nimaš. Dokler nimaš dveh virov, vsaj dveh virov, še tavaš v temi, ni še gvišna. Obstaja še ena knjiga, kronika 17. Pešpolka, in v tisti kroniki so zapisani vsi prejemniki medalj ali teh odlikovanj, ki jih je bilo, in tam je pa še enkrat omenjen tale Franc Rojc, ampak Franc Rojc hudo pri Kamniku, letnik 1947. Naš Francelj je 100%. Se pravi, tukaj ste ponazorili, da mora biti človek zelo natančen, ne, ko išče to bomo še velikrat ponovili, tako da bo kar čutil. Tako. So te naveličali, ampak ravno to je tisto dvojnost. Čudovita zadeva. Ravno to, ko smo rekli, potrditev, da je bila ta fotografija posneta leta 1895, to bi se tisti Atak, ki je to zapisal, lahko zmotil, ker je pa zraven napisal, je bil hud potres, ljubljanski potres. To se pravi, tale potrjuje, da se ni on zmotil, pa ne napisal eno letnico kar iz lufta. To je to, ne, kako se pa uporabi, če so na srečo kaj napisali zadnji. To je pa glavna stvar. Glavna stvar, ogromno slik je čudovitih dokumentov, ni pa nič zadnji zapisano, ampak ko dolg časa ti se slike premetavaš, najdeš sporednice, najdeš podobne obraze v podobnem času. En zanimiv primer bo imela v tem. Gremo kar najprej prvorojeni tale od našega Francelna in Frančiške Staretove iz Količeva, da ne bomo preskočili. Na sredi je prav lušten iz Špencerštokam, zraven v zadnji je ta teta Franca, jo bomo še enkrat poznali, pa naš Janez. Janez bo tudi večkrat omenjen. To je tisti vrtnar, ki je zasadil Sovanov park ali današnji arboretum. Tole bi pravzaprav preskočil, ampak je povedno. Na slikah pogledajte Sterške, pa tam so spet stožki. To je Peter Naglič zgoraj, avtoportret, na tisti mizici so stožki. Te fotografije so, tam neko sta dva, vojaki in še en kolega, zadaj so storžki. Tale Sokol je pri tej ograjci storžki Srvor. To sta dve naše dva, ki imate te storžke. To je pa, ampak bova rekla, to je imel Naglič eno finto, pa naši so imeli tudi eno hec. Ograjca iz storžki se pojavi tudi v Kranju. Sem vprašal Hodeliča, smo postal tega fotografa znanega, se vam kaj zdi, kaj bi to pomenil, ne vem, bom vprašal Bogataja, Bogataj je tudi počepnil. Nismo še pogruntali, kaj bi to lahko pomenilo, kaj kazali.
Pri stricu Francelu smo, zadaj za to fotografijo ni nič napisan, to je, jaz sem ga potem, bom rekel, jaz sem ga prepoznal po teh očeh, je ta prav. To je njegova fotografija, študiral je teologijo v Ljubljani, se je že lepo slikal, kakor da je že ta prav, potem je šel pa nadaljevati študij v Ameriko. Tukaj smo pa pri rodoslovju in pri rodoslovnih virih. Čudovita zadeva so tele ladijski zapisniki iz Ellis Islanda, iz New Yorka, kjer so ladje pristajale in kjer so te ljudi sortirali, dobesedno sortirali. Se to se v filmih marsikdaj vidi, ne? Točno. Vrsta, vsak je šel tja, zapis, vse. Tako. Da je prišel skozi čez kontrolo, je tukaj lepo zapisano, ima $50 s sabo. Za povratno karto je imel. Tukaj tudi piše, se pravi, preden sem to razvozlal, Franz Rojec iz Avstrije po rodu German, iz Krajnburga je celo doma, iz Krajnburga. Kako se pa pride do teh zapisov? To je pa tisto, ko bo Adela še omenila, čisto zares. To se danes pride zelo, zelo komod, te zadeve so razmerno odprte. Pred 20 leti je bilo to še v poskusni fazi in tako naprej. Se pravi, so digitalizirane in vse digitalizirane knjige in se dobi. Slučajno sem brskal po računalniku, tega Franca sem iskal in je padel ven, ker so imeli takrat slučajno tale rodoslovna zbirka ameriška dan odprtih vrat, ker načelno se to dosti dobro plača. Tej trenutno imam ta rodoslovni ali računalniški program, to je €200 na leto, ne? Ampak prebrskaš pa mrski ven. Ja, tle bi najbrž res mnoge sorodnike lahko našli vse, tako rekoč, ki so potovali v Ameriko. Vse. Absolutno so vsi noter, vsi so zapisani, vse je digitaliziran. Rata problem. Ravno pri temu Francu sem napisal Franz Rojc, nič. Franz Rojc. Potem sem napisal Rojec, ampak vse te kombinacije sem moral prešpilati, da je padel ven. In to je ravno tisto rodoslovno. Špilati je treba, špilati. Vse sorte kombinacije pa ne obupati. Ampak to bomo sicer posebej še, ko sem iskal pa Marijo Zupančič, je pa Meri Zupančič, tistih je pa 50 noter. Zdaj pa katera je ta prava. Naš Franc... To je tudi ena sorodnica, ne? Vaša. Rejenka je bila, ampak pa še pod hišo. To rekla. V Minnesoti se je slikal, tamle ima križ zgor, tudi oči so ta prave. Potem je tale hiša, okna, se pokriva. Se pravi, smo v St. Paulu v Minnesoti, leta tega in tega. Pri rodoslovju. Vsako stvar zapisati, ampak zapisati takoj. Tukaj je ravno ena dobra finta. Ko sem jaz prvič to sliko dobil v St. Paulu, torej tele hiše, je bila slika točno iz tiste lepoze. To bom pa jaz iz neta dol snel. Jutri nisem, čez en let slike na netu ni bilo več, ker so stran, kako bi rekel, obnovili, ampak tokle je pa, cehoj pa še ta prav. Ta Francel je mogel nekje tisti študij zafurati. V čem je finta, ne vemo nič. Ampak najdemo ga v Montani, lepo piše St. Mary Lakes, kakor vidite, dragi moji, sem spet v gorah, v skalnati Montani, spet v gorah. To je spet nekaj povedno, ker v hišnem izročilu je, da je Francel veliko v hribe hodil. Veliko v hribe hodil je tudi Naglič. Od Nagliča brat je pa tudi študiral teologijo. Naglič in Francel sta bila pa oba fotografska amaterja, ko prej nisem to še poudaril.
In v naši hiši, gor na vrh, je ostala še nekakvi ostanki temnice, pa šipce so bile še noter, tiste slike na steklu, ampak to smo otroci dodjali, se temu reče. Nema više. Raznosil, kar rešilo se je. Spet sledimo še tega našega Francena v Ameriko, najprej je bil v Montani, zdaj ga leta 1930 ga že dobimo v popisu prebivalstva Združenih držav Amerike, da je že poročen, ima 2 otroka, popis prebivalcev leta 30 in leta 40. V letu 30 in 40 je bil še fotokemist. Njihovo ameriško izročilo pa pravi, da je, ki je bil v Los Angelesu, v Hollywoodu, da je tudi špilal v filmih. Ko bojo še vsi arhivi odprti oziroma pa digitalizirani, mogoče bomo še tizga kavbojca še enkrat videli zraven Johna Wayna, ko bo rekel, adjamo ragazzi. To je to. Mislim, da je zdaj pogleda, ki imamo naprej, pa vaš tam vse eno nazaj, ker če bo hotel, nočeš, moraš. Da je še pa 2krat. V redu, pa bomo to ladjo gledali, ker je zelo zanimiva zgodba v zadnji. Torej, raziskovanje v Ameriki. Torej, te podatke sem lepo dobil, Francena sem spremljal do Los Angelesa, pa da je bil fotokemist. Potem sem dobil še osmrtnico, na osmrtnici pa piše Francis Herman Rhodes Gardiner. Torej, na koncu se je ukvarjal pa z vrtnarstvom. Kako vsi okrog vaše familije? Ja, zgleda, da so res neki čudni geni. Treba tole še povedati, pri rodoslovju velikrat prideš lepo, korakaš, celo tečeš in vsak dan kaj novega dobiš. Potem pa se zaletiš v zid. Tisti zid rodoslovni je pa grozen. Ne gre več naprej, neki levo, desno še improviziraš, ampak ne prideš več čez zid. Tukaj je bilo pa srečno naključje, potomka, vnukinja tega našega Francena se je spomnila, da bi poiskala svoje korenine in je bil še zapisnik nekje, da so to Radomlje, Domžale, Kamnik in tako naprej. Pošiljala je maile in nekako v ene Domžale je prišlo vprašanje, če obstaja še kakšna rodbina Rojec. Zelo hitro so je odgovorili, v Domžalah se nihče ne piše Rojec. Ampak tisti e-mail je vseeno še tam nekje bil, dobil ga je Igor Kuzmič, je pa Radomljan, pa mene pozna in je rekel, mogoče pa Peter Sendvič, če je kakšen Rojec. Pride s tisto mailom k meni, kolesno mišlje kocine. To je pa naše, ne? Vidim. In sva s tisto, sva pa pri internetu pa tako naprej, pa pri prekletem Facebooku, pa pri Instagramu. Na mailu je bil naslov od te punce, January Williams, pogledam, če je na Facebooku, pogledam, če je na Instagramu, je. V 10 minutah sva bila midva že povezana in jaz sem že, rekel, preskočil tisti grozni zid. Greva naprej, ne? Greva na tistega strica, časi pa še enkrat, evo ti strica Janeza. Jaz sem tole recimo preštimal, tako rekoč, to so moji sorodniki in tega imenujemo stric Janez, v zadnji pa še piše Atata. Atata so mu otroci v tisti svoji govorici dali ta nadimek. Njegova žena Cecilija Rojc, Cilka, je bila pa mamama. Torej, lahko sam nekaj komentiram, da so v naši družini bili tudi lepi ljudje, nisem sam jaz.
Torej, hišni arhiv, fantastični arhivi, kaj so to povedni, pa tudi berljivi, ne? Če bi jaz šel danes tole na roke pisati, tudi ta arhiv bil tudi ničen, ne? Ker ne bi nihče prebral. Spet povedno je v tem, da je bil tale brat od Janeza, Peter, na Dunaju, sigurno. Za Janeza pa tudi vemo, kaj je pa... Kontrapisal. Tako je. Ne? Ta slikca je tako rekoč bila zelo močno zgubljena, dokler nismo lepo pogruntali, da je v zadnji naš Janez iz Kandelcev. In dej, ker smo ravno pri Janezu Vrtnarju, ki je vrtnaril na Dunaju in v Gradcu, potem je bil pa glavni vrtnar pri Sovanu. Tukaj da vidimo tisto graščino, to so posli slikani pred graščino, drevored, kakršen je bil, tale francoski park, in spet je izročilo, kako so to sadili. Sovan je bil tam gor pred gradom, ko je danes še vedno tisto razgledišče, pa je imel načrt, pa razpetlin, domoletno. In je potem luštno sta bila Rojc in še en cedilnik. Pa sta luštno premikala tiste smerekce malo naprej, pa malo nazaj, pa malo tako, pa zasipala. On je bil estet, vrtnar, z vrtnarsko dušo in je hotel imeti park. Njegova gospa, milosljiva so jo rekli, milosljiva Helena. Sovan, ne, je bil to. Pri Sovanu smo, ja, tako. Gospa Sovanova, v hišnem žargonu Sovanka, gospa Helena, ki so jo klicali milosljiva. Milostljiva gospa je bila pa doma iz Sudetov, Češka, Nemka, Nemška, Čehinja, to je težko reči, kaj je bilo. V glavnem je bila pa gospodarstvenik. In Sovan je, tako rekoč, ko je bil za soboto nedeljo doma, je nasadil vse sorte japonske češnje, pa jablane japonske, pa same lepe stvari. V ponedeljek je šla Sovanka lepo na špancir, je pocufala tiste flance, tiste jabučka, pa naredila lepo buterco in jih je prinesla naši stari mami Micki. Micka, dej ti tola v peč vrš, ker če jo jaz v graben vržem ali pa nekam zakrej, bo najdu. No, to je tudi. Kot da je bila naša Micka tudi mečken uržak, da je kakšna rožca manj. Pa kakšno drevo manj. Tako. Zdaj smo pri rodoslovju. Cenzura. Cenzura se pojavlja že zdavnaj od pameti veka. Se pravi, Mimici se je Franska, Pepca, se je Pepca zamerila, otroci so bili šleht in jo je kar zradirala. Prav Photoshop. V Photoshopu danes to delamo po glavi, menavamo pa tako naprej, ne. Čakaj so pa kar. Stric Janez kot vrtnar je dosti dobro zaslužil, se temu reče, in je naredil svojo hišo. Tukaj jih imamo spredaj, kot žlahta. Dej pa smo spet nekaj rodoslovno. Kaj veliko pomeni ena takale fotografija ene ohceti? Prvič, zvedeli bomo, v arhivu bomo najdeli, kdaj je bilo to. Poroka, leta 40 to nekaj, ampak zdaj imamo pa cel kup vaščanov tlake zraven, ki jih lahko razporedimo, obenem pa recimo tega otroka tlake spredi. Zdaj vemo, da je Franci. Najmlajši tisti stric, ko me je mnogo ur moril, pa razlagal družinsko kroniko in vse. Men se je pa medil čist kaj drugega. Kaj me je danes žal,
In čisto vsem, kar vas je tukaj, boste rekli točno to, zakaj nisem pošušal, zakaj nisem zapisal. In zdaj smo pa mi take, oni so odšli, mi tudi odhajamo. Pišmo. Hiter. Danes večer bo še caj za kakšno stvar. Stric Janez je imel sina Ivana, ko moramo pa spet nekaj omeniti, zanimivost pri vrtnarstvu. Vrtnarji so prišli na graščine ali pa te bogataše, trgovce, tovarnarje za vrtnarje. Tam so imeli pa tudi običajno tudi kočijaže. Kočijaži so bili običajno malce starejši in se niso bili več sposobni prešolati v šoferje. In običajno je bil vrtnar tudi šofer, pa za pometek pa to naprej. To je to. Za nas je slika povedna, vemo, da je v Novem Celju bil naš ata za glavnega vrtnarja, tale Ivanček je bil pa za vajenca. Ampak ta vajenc se je kar hiter pobral. V Ljubljani je bil pri enem tovarnarju lakov in tukaj imamo čudovit motor Indiana. Nobel. Zdaj smo pa pri našmo starmo ad in bomo rekli še eno besedo o zdravem rodoslovju fotografije. Ali ta slika je črno-bela. Zdaj je malce popravljena, najprej je izostrena v računalniških programih, to je sigurno dobro ali pa prav. Zdaj smo dodali barve. A je to prav ali ni? Jaz mislim, da ni. Za tale naš pogovor je to recimo bolj vzorček kot ne. Za arhiviranje je pa po moje treba obdržati originalne barve. Računalniški programi, fantastična zadeva. Torej, najprej sem izostril, v redu, to ste mi dovolili, sem ga pobarval, ste že mečken zbajali z glavo. Če na računalniškem programu naredim še en klik, bo se začele lepo premikati ustnice, pa bo dal good morning ali pa who are you, jaz sem tvoj, pa ne vem kaj še vse. Nore računalniški programi, ampak sem kapel. Tu sta naš ata pa mama slikana v Trstu, ko sta se poročila. Poročila sta se par mesecev, 3-4 mesece, preden se je začela Prva svetovna vojna. Ko se je začela vojna, je šel Peter takoj v Galicijo, mama pa domov za Temvado, pa brez moža za Temvado prideti hišno, da ne bi govoril. Pa tukaj je bila služkinja, ampak je bila gospa. Pri enih Angležih je služila in so bili ves čas menda spomini, kako je bilo v Trstu lepo. Zdaj ena potrditev je vpis v statusu animariumu, se pravi popis prebivalstva cerkveni, piše, da se je Peter Rojc pa Marija Perš, da so se poročila pri svetem Ivanu v Trstu. Tukaj na tem naslovu se spet vidi, da je bilo poslano v Trst, ampak iz Dunaja. To se naj bi bila naša Angleža, to je naša Micka. Naj bi naš ata Peter bil vrtnar na Miramaru, na tem gradu. Trenutno je to samo izročilo, dokumenta ni. Če bo padel kje, bi bilo fajn. Ampak, kot večkrat omenim, tudi če ni res, sliši se lepo. Da je pa zanesljivo bil za vrtnarja v Novem Celju pri baronu Turkoviču, en Hrvat je bil tisti, ko je povzelo gor spravo, tovarno nogavic, ne? Pa je pa tisto prodal, ko je prišla ta gospodarska kriza leta 1929. Prej je bila to izredna gospodarska rast. Gospoda je rabila vrtnarje,
pove pa še gospoda obožala, tudi vrtnarja niso rabili več. So ga odslovili. So odslovili in so šli domov lepo v eno menda zelo hudo zimo. Ko so prišli na jesen domov, ni bilo ne stile, ne drv, ne nič, pa bajta, rekel, par let pusta in prazna in težka revščina. In ata je pripovedoval, kako je šel k sosedu v svinjske kotu kakšen krompirček ven spraviti. Smo pri rodoslovju. Zapomniti se moramo tele obraze tistega gospodiča malega s kapico, ta je moj ata Edi. Zdaj sta pa pri virih. Tudi viri, recimo, bom rekel, živi viri ali pa osebe se lahko zmotijo. Pričevalci se zmotijo. Moj ata je za te dve fotografije ves čas pravil, da sta slikane prsovan, da je soban imel takalo utico in tako naprej. Imel jo je. Imel jo je soban, ampak imel jo je tudi Turković v Novem Celju in je ata pa to pomešal. Jaz sem šele potem odkril, ko sem jaz te obraze skupaj dajal, ne? Pa tega Edi tam imamo s kapco, pa še enkrat s kapco. Gremo zraven, ni rodoslovje, ampak je pa zgodovina. Slikane so vse naenkrat, prišel je fotograf, slikal je tam v Novem Celju in našo teto Minko je slikal in se je slikala s tole lepo punčko. Sem imel všeč priliko teto Minko vprašati, kje pa je, da je tista punčka, lepo je povedala. Prvič in zadnjič sem imela to punčko v rokah, ko smo se fotografirali. Nikoli več jo niso pustili zraven. Viri rodoslovja. Podobe Slovenija Ivana Stoparja, Graščina, Novo Celje. Jaz sem pa potem bil tam, spet v Novem Celju in sem iskal, kje je vrtnarija. Jaz sem iskal tam, ko desno so konjušnice, jaz sem konjušnica, pa vrtnarija bo mora biti blizu gnoj, pa tako naprej, pa to gre. Ne, ni res. Greva levo, tam, ko je cirkus za vzadi, je en tak kao paviljon. Ni bil rastlinjak v današnjem smislu, ampak oranžerija. To se pravi samo ena steklina stena. To je dela mečkino vrtnarsko strokovno, ampak pa še zraven. Naš ata so bili bolj umetnik, igralec, amaterski igralec, Sokol, tudi zavzet, in ko je bila tale komemoracija, je bil govornik. Slika, v kateri spet se hecamo, pa ne vemo, kaj bi se povedali. Na sredi je naš ata, pa ima neke ruševine, tukaj vrag si ga vidi, kakor je en stebr, pa zlomljen. V zadnji so gledališke kulise iz Sokolskega doma, to je sigurno, ker se večkrat ponovijo. Ali so ga neki lumpali, ali pa da si pol sliko iz tole ruševina, ne vemo. Naš ata so bili tudi res za vse še v jazz bandu. Radomlje jazz. Yes. Yes. Zanimivo, ne? In to še ni vse. Bili smo tudi sadjarji in sadjarsko društvo je naredilo tečaj. Fotografija je zlatega denarja vredna, ker je toliko vaščanov gor. Verjetno edina živa oseba je tamle tista punčka v naročju pri tem gospodu, ki ima klobuk. Pri Potokarjevu ati. Potokarjevu Ani. Nekaj čez 90, ne? Moj ata, sva ga dala mečkeno v barve, za vsak slučaj poročne slike. O virih, poročne slike. Poročne slike v naši hiši ni bilo razen ena zelo, kako bi rekel, gnila, no. Voda je načela vse skupaj, plesen. Pri enem stricu tam v Žičah, ko sem sporedno rodovino Kočarjevih iskal, tudi njegovo škatlo začel le premečemo,
Edi in Kristina sta noter. Dobra fotografija. A jo že kar preslikam? Kar vzemi jo. Pa jo malo. Ampak, pa deva še tole mogoče, začela se je vojna, plavšala sta Edi pa Kristina, začela se je vojna, če se navta poročta, bo šel Edi na fronto, ona pa tudi še kakšen arbeidsdienst ali pa kaj tasga, in sta se tako rekoč na hiter poročila, sta šla s kolesom v Kamnik. V Kamniku je bil stric Tone, ta slikar ga bomo umenili, je bil za pričo. Kje še drugo pričo dobiti? Mežnar. Mežnar je šel za pričo. Mama je ves čas se potem pripovedovala, sem računala, kako bom imela eno lepo rdečo obleko, pa vhcet pa tako naprej. Sva pa sam s kolesom letela. Naš ata je tam prv, pa še veliko znanih na naboru. Tole moramo omeniti, ker smo pri fotografiji, tam je moj ata Edi, se prav grdo drži. Je zgodba izpričana tudi na mariborskem, nekem spletišču sem najdel daljšo reportažo o teh brzoslikačih. So bili fotografi, ki so šli v Tivoli ali pa tam so se ljudje sprehajali in so takale pare slikali. Pa dali naslov, sliko naredili, sliko dali v izložbo, v Ausloh, da jo boš pa kupil, ne? Če ne bo pa visla cel cajt. Vic je bil v tem, Edi je tukaj absolutno brez denarja, drugič je pa še na sprehodu iz svojo sestro. Daj pa plači tiste slike, pa se kaj boš imel. Grdo se drži. To ostaja v rodovini, da se znamo grdo držati. Včasih pa tudi lepo, tale fantek, tale gospod na Vrtnariji Hrcmanski, tale punčka še živi, je tam nekje pri 90-ih, mečken čez. Vrtnarija pa tudi še je obraduje. A to je bilo vse prvo v škatli, tole, kar zdaj gledava? Večina v naši škatli, potem pa v škatli pri teti Heli, ko bo še to omenila, pa še par hiš sem obredil in tiste škatle premetil in preslikal, ampak preslikal sem še pred 20 leti, ko je bilo treba vzeti res fotoaparat, pa slikati, pa svetlobo narediti. Tako, potem je bilo skeniranje je tudi včasih vprašljivo, so kakšne stvari ali pa dokumenti so zviti, spet ne moreš. Danes, več ali manj vsak normalen pametni telefon ima tako fantastičen aparat noter in še programček za obdelavo, ne? In dobiš slike, da te kap. Znamo, tako je doma, pa presovan, ata Edi. To je zgodba, zgodba, ki se navezuje na ata Kulaka, na Partljiča. Naš ata je po vojni dobil agrarno zemljo in je bil vesel, kar radio bi danes rekli, ne? In so šli tista agrarna komisija s harmoniko, pa in zastavo, pa so na koncu njive dali mejnik. In na en tak mejnik, ali pa recimo na tiste rimel, je naš ata napisal, zmagala je stara pravda. Prišlo je leto naokoli, ustanovil se je arboretum kot tak, ne, in je tisto agrarno lepo mogel dati nazaj. In zmagala je stara pravda. Kdor ne ve, vi ste pravzaprav mejaši od arboretuma, ne? In ta zemlja se je pol tam zato, en let je bila pa vaša malo več, pa je šla pa spet nazaj. Zdaj smo pa spet tam. Dost jo imamo, na koncu bomo pa čisto vsi dost, ne? Tlak je bomo nekaj omenili spet vire. Tole v preserijah, tale pisatelj Marjan Slevc v svoji knjigi objavi tole fotografijo in napiše, da so šli
na udarniško delo. Ni res, Edi mi je povedal, tako je prišel cajt, da je to slika nastala pri Induplati in eni kobili vem, da je ime Mica. Ampak smo pri virih, ne, se včasih malo skregamo, gremo na skriž, ne. Lepa družina. Pri naših smo pa vrtnari in smo delali tudi krance, ne. Kdo bi vedel, kako se po domače rekli telam aranžmajem? Košarce. Še kako? Korbce. Korbce. No, so bile korbce, ali niso bile? Ja, pa ste po oskanih rož umetnih. Da je zadovce pa so bile pa plastične, tiste so bile pa res upup. So pa držale. So pa držale, pa še držajo. V tem je štos, še zmer držajo, če ne drugod pa na dob. Zelo resna stvar je tole. Najbolj dragocen dokument. Najdragocenejši dokument za amaterskega raziskovalca rodoslovca je status animarum ali po naše stanje duš, nekakšen popis prebivalstva, cerkveni popis prebivalstva, ki je bil v bistvu glavni namen, koliko so ljudje izobraženi, cerkveno izobraženi, oziroma imajo krst, obhilo, bermo, poroko, to je bilo treba zapisati in evidentirati. In tale zapisnik je še lepo v Kamniku. Zelo komod ga je bilo dobiti pred 15-20 leti, ko se bom rekel rodoslovci, nismo preveč zaredili. Danes so župniki pa vsi ti uradniki že vsakih teh iskalcev že težko si. Čudovita zadeva, začnemo s Francem, smo ga že videli, Peter Rojc, sin, letnik 52, je še tudi tam lahko. Skratka, tukaj, ne, ko smo se zanj pogovarjali, ste rekel, treba biti tudi včas malo diplomatski, ne, pri župnikih, da prideš do tega materijala in da jih pregovoriš, ker gre nekaj njihovega časa tudi v to, da prinesejo te knjige in da se potem lahko brska po njih. Ampak prideš tudi v tako hišo, tudi v tak faruš, ko ti nosi knjige, še tiste, o katerih ti ne veš nič, ti svetuje, ti pomaga prebrati, več imam lepih, dobrih izkušenj, absolutno. Kakšna je pa tudi mečken grenka, ampak pa še zraven. Ampak to so res oni najpomembnejši viri, ko so pravzaprav župniki res vse pisali, tle res vidimo poroke, rojstva, smrti, kam se je kdo odselil, tudi opombe, ne? Poročil s kom in tako naprej. Tako. To je najbrž tisti res eden od osnovnih korakov tudi pri vendar ravno ta dokument nekako pri pravem rodoslovju pa ni tisti glavni, ker je bil orientacijski, koliko je bilo ljudi v hiši. Glavni recimo so krstna knjiga, poročna knjiga, pa knjiga pogrebov in tako naprej. To so tisti viri, o katerih rodoslovci rečejo, da so ta pravi. Najbolj verodostojni. Absolutno. Pa še tam se datumi včasih zamešajo, ker 1. je sigurno 1. januar, 1. 2. je pa še vprašanje, je pa lahko tudi 2. 2. 1. Tako. Daj sem pa jaz tukaj zvezda. Ampak prej smo rekli, da ni prav, če je v kolorju. Je v kolorju, ampak na ročnem kolorju. To je še na roke pofarbana fotografija. Lušten. Spet, to so moji dokumenti, v Arboretumu sem bil kot vajenc, tam je inženir Mihael Gorevc, čudovit vrtnar. Tukaj mogoče, zakaj sem to sliko sploh obesil, fotografija, na katero je naredil fotopelikan v Celju. Zgodbica je ta, en ata čuden se je s kolesom pripeljal
škatlo dol dal, tisto ta pravo škatlo na meh, pa nas je postavil pred zid, pa nas je slikal. Mi smo se režali, kva ta fotor deva, mi smo imeli že bareto, pa lajka, aparat, kako se gre, ne ta prav, un fotor pa s tisto škatlo. Kva sem se mudil, če bi jaz tismo gospoda rekel, dober dan, pa to naprej, kako se pa tola dela, ki pa jaz sem previsok. V Zaprcah sem bil tudi 1 leto pa pol, potem je pa tole zgodba. To je pa zgodba. Sem prišel v vojsko, zgleda, da sem čuden zgledal in so me že določili za desetarja. Za desetarje niso lih te poleg določili, tako da to ni lih. Zgleda, da sem res slab zgledal. Ampak vodnik je pa bral karakteristiko, pa da piše, da sem vrtnar. Nemaj, če nam sredi baštu. Zdaj tisto bašto ni bil pravzaprav velik, posijal sem solato tam zad za kuhno, ampak to kariero sem jaz hiter zaključil, ker jaz sem na šverc pa zraven redkuco vrgel, pa redkuce bez gratovke solate. Vrati se. Napaka. Redkuce pa zmeram bolj kalike solate. Zdaj smo pa tukaj, da spet virom ni za zaupati. Kakšen naslov, vrtnar za zgled. Res. Končal sem kariero, začel sem jo v Mengšu v Leku, končal v Ljubljani. Za mano je potem še en Peter, tudi vrtnar, je pa agronom, se pravi iz parkovne zadeve. Čudovito diplomsko je naredil iz strešnih vrtov. To je to, da tole našo Peter, pa jaz Peter, pa sin Peter, pomanjkanje fantazije so že rekli, pa sami vrtnarji. Ja. Ampak se ne konča s temi Petriko, je še stric Peter bil tudi vrtnar, pa je bil tudi v Leku nekaj časa. Zaključil tudi kariero v Leku. Jaz sem bil potem pa tudi v Leku vrtnar in tale stric Peter je po parih letih umrl in v osmrtnicah na radiju je bilo, umrl je Peter Rojc, nekdanji vrtnar v Leku. Ljudje so slišali Peter Rojc, vrtnar v Leku, pa so prišli lušnjake v žalno vesco me krupiti. To je zelo dober caken za dolgo življenje. Če te pridejo krupiti, potem da vse živiš. Kariera vrtnarska strica Petra je spet zanimiva. Bil je vojak kraljeve vojske, takrat. Začela se je vojna, bil je vojni ujetnik. Kot vojni ujetnik je delal blizu Hamburga, od Hamburga dol proti Holandiji, mesto Leer. Menda se je dosti dobro tam imel, da je imel dobre gospodarje. Zanimivo so njegova pisma. V enem njegovem pismu piše, kaj smo delali. Sem se s kolesom peljal mimo mlinov na veter, potem pa opisuje, bom delal težko povedal, ampak opisuje, gledam visoko na nebu, gledam ptice, ki vlečejo meglene sledi za seboj. Strah me je, da bodo spustili kakšno stvar. To se pravi, nisi upal povedati, da bombniki letijo na Nemčijo, ptice na nebu. Bil je vrtnar, vmes je bil pa tudi vratar in mene so v Leku tudi, vsaj nekaj časa so me klicali za vratarje, nekaj časa za vrtnarje. Disleksija. No, tukaj pa je udarniško, Indoplati dom delajo, na šate tam v črnih hlačkah, tam je pa stric Peter.
Teta Minka, ki pa ni vrtnar, ampak je pa zato noter padla, ker je pa za rodoslovje naredila zelo veliko, pa ne vse sam zaradi dobre volje. Ostali so njeni dokumenti, to je poselska knjižica, leta 17 rojena, rimsko-katoliške vere, velikost nedorastna. Punčka ni bila še tako rekoč razvita, ali pa tako mlada je šla služiti in je to. Bila je pridna, zavzeta in tako naprej. To bi lahko na dolgo še, ampak moramo iti pa na tole, ki je za rodoslovje naša teta Minka pomembna. Teta Minka se je poročila leta 42 in takrat, če se je hotela poročiti, sta morala imeti oba čisti rodovnik, da ni nobene judovske krvi noter. In naša teta Minka je letala od Britofa do Britofa, prepisovala nagrobnike potomcev, ne, in se pravi po Faroži, ne. In tak čudovit pok teh anketnih listov, bo danes rekla, je, in to je bilo zame tak vir, enkratno. Obenem je bila tista teta Minka, ker sem jo tudi jaz potem obiskoval parkrat, in delal tako zvane intervjuje, prinesel sem slike, fotokopirane sicer, ne, in sem potem pa na zadnjo stran pa pisal, delal sem si zabeležke, ko sem prišel domov, sem to pretipkal in to je ostalo. Podobno stvar sem delal s teto Pavlo, sva gledala fotografije, teta Pavla mi je to povedala, jaz sem naredil zabeležko, ampak popoldne ni bilo časa, jutri ni bilo časa, meni so ostale tiste zabeležke, tiste hitre skice, nisem pretipkal, tudi jaz jih ne znam prebrati. Tete Pavle, tete Mingi ne več, nimam kaj vprašati. Nauk je? Piši in zapiši. Takoj, ko je. Dokler je še gorko, dokler je še toplo. Pa bomo še kakšno rekli, ampak zdaj smo pri naši teti Franci, malo caj, da še njeno zgodbo poveva, bo šlo. Teta Franca je naredila osnovno šolo lepo, naredila je tudi tole gospodinjsko šolo in ko je obiskovala gospodinjsko šolo, je v tistem času potem pisala svojemu bratu v Trst razglednica. Predragi mi tovariš, takrat sem je tovariš, da pravi, leta 14. Ampak povedno je spet to, gospod Peter Rojc v gostilni stanuje v Trstu. Mislim, da ni čisto sam stanoval, no, tudi kaj popil verjetno. Tam je spoznal tako reč sovaščanko oziroma punco iz Radomelj, ki je služila pri tistem Angležu, ki sva ga omenila, ne, in sta se potem poročila. Ampak zdaj smo pri naši teti Franci, ki se tukaj izuči gospodinjstva. Punčka je mečkan zrasla, je imela fanta, špornovga Martina iz Radomelj, začela se je vojna, rada sta se imela, punca je zanosila, on je šel na fronto, prve dni tudi padel in bila je mater samohranilka v tistih časih, ko je bilo to res nekaj krutega. Zgodba gre naprej, življenje je teklo naprej. Tukaj smo pri Venclu Gebertu. Venčeslav velikrat se je podpisoval Venzel, spet je doma iz Sudetov, češka meja, blizu Marijanske lasdi, Marienbad so rekli Nemci. Od tam je bil doma, bil je pa pri Sovanu stražar ruskih bojnih ujetnikov. Vidite, da je bil že takrat star možakar in ni bil več, kako bi rekel, kurantna roba za fronto, za stražare je pa še dober. In je stražil vojne ujetnike, ki so delali na posestvu
tega Sovana. Bil je šarmanten moški, poročen, sin mu je že tudi na fronti padel, ampak tukaj je bil šarmantni moški, menda ni bil šarmantni moški samo za služničat, menda je bil tudi za milostljivo. Ampak tale naša Franca je pa potem zanosila še z njim in je tudi priznal in je rekel, skrbel za otroka, za Heleno. Pa smo pa pri tej Heleni, ki je hčerka od tega Vencela in od Tete France, no dajte me pomagati. No tako. Ampak tista Helenca je pa poročila pa vrtnarja pri Sovanu. Pa tisti vrtnar pa ni bil dolg časa samo vrtnar, je bil tudi šofer za gospoda Sovana. Na vse zadnje, ko je zaključil kariero pri kampusu, je vozil Krpana v Bistrico. Krpana, se spomnite, je bil tak lep avtobus, da si ga gor spravil še fičati težko. Da dolg. Teta Franca je mogla biti res gospodarna, da je naredila hišo leta 1929. Dej smo pa tukaj pri teti Franci, je zraven tale punčka na sredi, tam je delala tudi puščica, to je teta Franca, pa je mama Frančiška, spodaj pa še ena punčka z dolgo kigelco. Tisto, bom rekel, vemo, da je bila rejenka Marija Zupančič. Mama od Marije Zupančič je šla v Ameriko in je pri nas pustila punčka, da je bila v reji, in sta bile Francka pa Marija prijateljici. Prišla je potem tale mama Zupančičeva domov, pobrala hčerko in je šla z njo v Ameriko. In to je bila tista teta, ko je potem pošiljala teti Franci pakete z Amerike. Ena od unih Meri Zupančič, 50 ali koliko. Tako je. Ki sem jo že tako rekoč, sem računal, da sem jo že našel na spletu, ker je Meri Zupančič, letnice gre približno skupaj, doma je pa v Stranjah. Naše izročilo pravi, da je bila s Paluč. Paluč je Strajne bi še nekako šlo skrb, ampak ko sem šel še naprej, so neke Stranje pri Trebnjah. Torej še ni naša ta prava. Bo treba iti še enkrat malo pogledati. V Ameriko, mislim. Pojutrišnjem. To je tisti Valentin Kepa, ko se je poročil s Helenco. Kako je prišel Tine pa v Hsovan, ne vemo, ampak preračunavamo. Bil je sošolec s tem Ivanom, ki smo ga prej videli s kolesom, ko se je pri našem avtožil. Pri rodoslovju. Probamo kakšne stvari, tudi če nimamo nič otipljivega, dajmo pustiti mačken filozofije, oziroma fantazije. Čudovito so se pri tej hiši ohranili dokumenti, učno pismo, spričevalo, vrtnar iz Kangelco, ampak v hiši, tlako zaliva, ni pri Sovanu, ko je bil vrtnar, ampak pri Nastranu, kjer je bil zaposlen kot šofer. Ampak zgleda, pa če si bil vrtnar, si bil šofer, če si bil šofer, si bil pa vrtnar, ne vidiš. Kangelc ne vidiš. Šel je v vojsko. Skot je doma? Bohrenšberg. Letija. Bohrenšberg piše, ne? Bohrenšberg. Disleksija, ne? Ja, no, v celi hitro napisal, ampak zakaj smo pa tole dali pri rodoslovju noter? Tole je zanimivo. Vojaška knjižica. Neoženjen, to, ki je visok, 18 mesecev redov, se pravi vojak kot vojak. Tako imamo povečavo karakteristike. Vsi, ki smo bili v JNA ali pa kjerkoli v vojski, smo imeli karakteristiko. Dober strelec, dober je to, ali pa za karkoli že. Kaj tukaj piše? Vladanje dobro, službo vrši dobro, sposoban za
Baštovana. Pa šta, v vojaški knjižci ne pišejo, da je za vrtnarje dober, no. A je to hec ali koga, ne vem, ampak piše. Kakor sem jaz prišel do Baštovana, je ta tudi. To se pravi, zgodovina gre, vojska da neki na Baštovane. Ali pa se je dala. Ovaj Baštovan je bil tudi šofer, zgleda, da je bil od kakšnega višjega oficerja. Avto je, tamle vidite, 1000 silhuetov zgori. Kaj mislite, da je? Jaz sem mislil, da je Rolls Royce. Ne, ni. Audi je imel tudi podobno marko, ja. Letnik 29. Tukaj je pa spet prišel pa prav pa Facebook. Sliko sem objavil na Facebooku, pa spraševal, če kdo ve, kam bi pasel avto. Takoj so, na avte na Facebooku takoj padajo pa na mačke. Pa na kuške tudi, no. Če rošce so že mečke belko. To je dej naš stric Tine, z motorjem te težkamo. Mi dva greva dela na Antona Rojca, od naše družine veliko, rekel, dobrega zapustil, ne? Naredil in zapustil. Tako šarmanten moški, malce spominja na Cankarja, bi rekel, na vzadi. Bil je, najprej izučil se je za mizarja, bil je inštruktor mizarstva, to naprej na Rakovniku, na Salesijanski šoli, potem je šel tudi v vojno, v vojsko so šli vsi naši fantje od tistega Francena, ne. Vsi so tudi več ali manj dobro skozi prišli, naš ata je sicer fasal plin in je bil ves čas potem bolnik. Tale možakar je pa prišel maja 18 na dopust, pa smo vsi rekli, na hod nazaj bo hudič, ne. No, ampak je šel, skrisal v majno karkoli že, ne, ampak je šel nazaj v vojsko, na pijavo, fronta je razpadla, Italijani so jih zajeli, 3 leta je še stradal v italijanskih ujetništvih. V italijanskem ujetništvu je umrlo več ljudi, skoraj kot jih je padlo na fronti. Ja. Kaj je tale možakar dobrega naredil za našo hišo, za našo zgodovino, za našo rodoslovje? Vračal se je z Kamnika domov, v Kamniku je imel obrt, vračal se je domov in je delal skice, akvarele, kako se je hiša razvijala. Potem je naredil v sodelovanju z temi zgodovinarji kamniškimi rekonstrukcijo pogleda Kamnika. Ampak to je 511, kako bi zdaj, ne? Naj bi bilo takrat, tako. Ni imel še drona. Sodeloval je s tem Selanom, a sta sodelovala tudi pri kakšnih bankovcih, ne vem, ne. To je pa recimo naša hišna relikvija. Sveta družina se običajno te slike za nadpostlo so jih imeli, nadporočno ali pa misleno, nadzakonsko postlo so slike. Običajno sveta družina, to so tišljari, ne. Se v podobi Jožefa da tišljari in je tudi tišljar je naredil za enega žlahtenka zelo lepo slikco. Ampak za svojega nečaka, ki bi pa vrtnar in sadjar, je naredil sveto družino kot vrtnarje. Ni novo. Pa fantazija. Zadeve, ki morajo ohraniti hišo. Ne. To je zdaj recimo nekaj za rodoslovje. Ne samo zapis, tudi material. Imel je fantazijo, znal je pa tudi kaj kopirati, pa kje drugje najti. Ne. Jaz najprej, ko sem videl to sliko, brez podpisov sem dal, Madonna, ta se je pa pri Rojcu učil. Ja, pa ne bo tako, ne. Rodoslovni vir. Čudovit rodoslovni vir. To je samo kot dokument, da je tole naš grob bil, ne. Ampak zdaj so pa vsi naši tukaj lepo zapisani. In to je dragocenost. Danes, ko se recimo pokopavajo,
če je letnica, je že veliko napisanega, ne? Je že dosti ime, ali pa vsaj letnica, kar je naprej napisan, je vse, plača se od črke in je treba šparati. Res je. To je pa naš grob, ki je pa, so vse te imena gor in če smo tukaj ravno pri rodoslovju, to ni original plošča je zadaj, tukaj, ko je napisana zadnja Kristina Kočar, je bilo prazno in je pisalo počivajo naj v miru nekaj tazga, ne? Potem sem raje naročil novo ploščo, pa da je vse, do leta 2000 so vsi gor. Zame še ni placa, pa se tudi ne mudi. Gremo še na enega vrtnarja, ki je delal na mestni vrtnarji v Kamniku, potem je bil pa vrtnar v šolskem vrtu Hudinja v Celju. Vic je bil tem, da so v socializmu ljudi oziroma otroke prisiljevali v delo. Učili so jih delati, to ni bilo ravno vse lepo v današnjem Novoreku. Imeli so šolski vrt in otroci so štihali, kot se vidi, solato pridelavali za šolsko kuhinjo in so tudi tekmovali šole med sabo in najboljša šola v Jugoslaviji je bila Hudinja v Celju. Vic je mogoče tukaj to, nobene original fotografije ni, fotografija je presneta iz knjige z vsem tistim rastrom, kot je, ampak računalniški programi, ki so na telefonu, so celo raster spravili ven. Da je fotografija tako rekoč bledljiva, to je dej še tale tone, dej smo pa tisto na povzetku. Na zaključek. Na povzetku, kaj od rodoslovja Grata, če smo pridni. Najprej rabimo tole, bo šla kar kola pa po še enkrat nazaj. Tukaj je računalnik. Računalnik, otroci bi danes rekli, računalnik je car. Katerokoli ime daš noter, ti ga razporedi. Ko zapišeš letnico, Franska ta pa ta, letnik ta pa ta, ti lepo razmeče. Ker če ti rišeš rodovnik, pa posamezne kvadratke delaš, 1-2 se ti zamašijo. Računalnik ti jih pa lepo da. Potem je tudi tole, že tole računalniški izpisek je pa zapravo nekaj zanimiv, koliko nas je. Ne? Tukaj je pa obrneno, sem pa jaz recimo kot moj ata mama, ata pa mama imate spet svoje starše in kako je ta pa hlača naprej. In se vidi, da sem jaz tako prišel na leto 1800 pa še nekaj, ampak tisti en drug rodoslovec, ki je pa delal mamino linijo, je prišel pa še 2 generacije naprej gor, ne? Celo 3. Ampak ne sam. To pa so računalniški programi in se da to To so pa v bistvu zelo uporabni, ne? Zelo uporabni. Zato, da ena struktura nastaja in da se vse ne zmeša. To je to. To je to in saj osnovni program je zastonj. Ali pa saj tako, recimo do 200 imen ti pusti, potem pa prosim poravnajte to pa to obveznost in tako naprej, pa boste delali lahko do 2000 ali pa 10,000, kako češ, ne? To je program My Heritage. Ja, tako. Bolj na mehko izpodi in ta je kar znan, ne? Ta je zelo znan in uporaben. Pa rečemo še eno besedo o njem, ki jaz ga uporabljam. Vic je v tem, da se s tem, ko ti podatke nekega svojega sorodnika, svoje ali svojega sorodnika vpišeš in če dovoljuješ, da gre v splet, tudi ostalim uporabnikom, se bojo, recimo, kjer se pokrivajo, se še kdo raziskuje tega Francelna, ne? Enega tamle nek, ne? Tako je, bo zasvetila lučka oziroma bo prišlo obvestilo, tudi ta in ta se ukvarja s tem imenom, povežite se, ne? Gospod Rojc, koliko recimo je pa v Sloveniji
po vašem občutku v tem trenutku ljudi, ki se, bova rekla, bolj intenzivno ukvarjajo s rodoslovjem? Koliko vas je v društvu, recimo, tam, ki ste včlanjeni? Odstotka je takoj. Stotka je takoj. To je takoj. In to so ljudje, ki tudi za druge delajo lahko. Od tega je vsaj 10 dobrih profesionalcev. Ravno to sem hotel omeniti, na tej liniji od mame, Kočarjevih, se je pa po globu to zadevo pa profesionalc. Jaz sem pri 1800 odnehal pri svojih, ker bi se mogel bolj potunkati noter v gotico in ne gre več. Stare pisave. Raje sem šel v paklačo, sorodnike spraviti skupaj, kot je tole. Bolj po tej liniji, kot po tej. Potem pa, recimo, ker smo bili zdaj pa slikoviti, pa da so prišli kao Smetana na vrh, pa tile vrtnarji, kot neka zanimivost. Hišna posebnost, sigurno. Pa bomo rekli neki foresighti, te male sorte, Ena mehna, preko nepomembna družina smo pa zaprosili, nič kaj posebnega, tudi po vrtnarskem nič posebnega, nobeden ni bil nekaj nihče nekaj posebnega, ampak ravno direktorica muzeja Torkarjeva rekla, Kamnik. Ja, mikrozgodovina. To je mikrozgodovina, to je to, ampak iz par mikrozgodovin je pa ta prava. Mogoče bomo pa še dobili kakšnega naprej, da bo makro. Greva na tole, ker moramo še enkrat pogledati. To je pa tak bolj estetski, za na steno. Ta je pa za na steno, ampak moraš recimo imeti nekoga, da ti jo raztolmači, ali pa bi mogel na steno še tega zraven dati, ker to sta eno in isto. Vsa ta žlahta je gor, samo da to so preboji, najmlajši vnukci so take v spodi, ki jih pa na tem rodoslovnem drevesu izpred 7 let, leta 15, še ni. Tukaj so se že zgodili preboji in bo treba risati na drevo. Par jih je odšlo, ampak hvala Bogu je prišlo več. Proboji so novi vnuki pa tako je. Nov rod še naprej, To je ta proboj. Ta proboj. Ampak želim še en proboj. Da bi nekdo tale žakelj, tole škatlo od piškotov prevzel in naprej pelal. To pa sigurno želja, Ja, velika. Če ne bo, pa ena stvar je pa dobra. Če bo to zapisano, pa že tole danes, ko je že Pivar posnel, je že en dokument, je že nekaj. No, te smo pa ravno tisto, ko bi pa rad posebej poudaril, pri računalniku smo. Pri računalniški programi. Računalniška zadeva, to je fantastika. To je fantastično orodje, dela z njim kar češ. Ampak za moje pojme, za mojo izkušnjo, pa najslabša zadeva za arhiv. Začasni arhiv, fantastika. Absolutno, drugač pa. En mulj se bo spomnil, pa bo najdel kodo za tale heritage, pa ga bo zličkal, en heker. Ali pa se Amerikance, pa Rusi še nekaj bo skregali, pa bo eno ugasnil. Karkoli že. Zdaj smo pri arhivih. Arhivi so ostali tisti, kje so v škatli, ko je zapisano. Materialni, opremljivi. In danes strah pred tem digitalnim arhiviranjem je velik, Tako je. Zdaj smo, mogoče sva dela prej pozabila, strice Janeza bo še enkrat vzela ven tistega vrtnarja, ki je presovan v delo. Za tistega pravijo, da je imel res arhiv, kot se šika, ogromno fotografij in dokumentov. Preden je umrl, to se na obotlak je veljal in menda je 3 dni izcizo na konc njive vozil in požigal. Torej je bil prvi, naš Janez Atata, prvi, ki je shranil ves arhiv na oblak. Oblak je pa skrajno ranljiv.
Bom povedal, da imamo še minutko o ranljivosti računalništva. Peter Vrtnar v Leku je mogel, ker je bil pač ustanova in tako naprej, je mogel vsak mesec napisati poročilo. Sem pometal na levi strani in sem pometal na desni strani, zalil sem rožice tam in tam. Ne. Pa je bil to rokopis, pa je bila tajnica jezna, dajte mu en pisalen stroj, da v to natipkal. No, pa je Peter lepo se naučil mečkaj tipkati z enim prstom, sicer ne, ampak se najdeš tipko. Pa sem tiste poročilo dajal, potem so prišli računalniki, je tajnica rekla, a ne more Rojc, dajte mu en računalnik, da bo na računalnik to naredil, ne, da bo sam poslal. Ne. In so Rojcu dali računalnik, ki je bil odslužen. Odslužen računalnik so mu dali, šef je del, ni važno, ti se, ker jih gre, ne moraš nič narobe narediti. Pa sem mu telefoniral, se mi zdi, da neki počas laufa. A so še kakšne mape, sem pa kaj? Folderji. Ja, so, pa, kaj pa je, nič neki piše. Ene črke sem pa kaj. A, ti kar zbriš. In sem šel jaz lepo tisti, ker niso že računalniči sami zbrisali, preden so meni dali, ne, ostalo je še neki smeti. Jaz sem to brisal. Nobeden ni dolg časa nič omenil. Sam računalnik je bil čist, računalnik je laufal. Nekako čez 2 leti je en računalničar k meni pristopil. A vi ste tiste Rojc, ki nam je pol računalnika Frdirbu uničil. Meni niso dali očiščenega računalnika, jaz sem v pristop do centralna in jaz sem centralni spomin pucal. Ne vede, ampak toliko so bili preferirani, da tudi nobeden ni omenil. Ja, če so rekli, da pusi. Ja, ne, tudi računalničari so bili tiho, ne, ki jih je bilo sram, da so dali in morejo že tam. Hočem reči, Cepec, Rojc je tam zrihtal računalnik, en cepec lahko zrihta splet. In to se je že delo večkrat. So upadli v bančne, pa v take zadeve. Upadli bojo v tele naše zadeve in nema više. Ok, bravo, hvala. Vidite? Jaz mislim, da še nismo tu skončali, ker je bilo dobro še vprašati, če bi kdo rad kaj vprašal. No, ampak moram povedati, kaj je to dobro, da imam 2 angela varuha. Ja? Mi smo se zmenjena, Peter nekaj, no, ampak je bo tam več tudi. Je tam tudi že vaša. Ja. Je bilo zanimivo, ampak mogoče še kakšno vprašanje. A bi lahko še eno stvar rekel? A ga vidite? Pri feminizmu. Moramo to, recimo, no, ampak bo pozitivno. Varuhinje hišnega izročila so ženske. Če hočeš kaj rodoslovno zvedeti, vprašaj ženske. Tudi za mojo žlahto kot tako, kar imam zapisan, vse ostalo vprašam gospo, ker prvič, jaz sem izredno slab za obraze, sem pa dober za potovanje pa za pota in kadar potujejo sva kot 2 policaje, ene zna brati, ene zna pa pisati. Ne? Jaz sem za pota, Marta je pa za komunikacijo. Pardon, gremo naprej. Vprašanja, če ima kdo kakšno vprašanje. Bi bil prav vesel, če bi me kaj zdražili. Nekaj sva povedala o rodoslovju, jaz upam, da tudi čez ta simpatičen način vaših fotografij, da ni bilo preveč, rekla, teoretično, ne? Čeprav mislim, da gospoda Rojca marsikaj lahko tudi teoretično vprašate, a ne? Res veliko ve, ker se je s tem veliko ukvarjal. Predvsem mu jaz želim, tako kot mi je napisal, da bi bile malo bolj hude zime. A veste zakaj? Zato, ker to sam po zimlom dela, drugače pa ni časa. Zdaj pa, ker so malo slabše zime, rekel, sem pa tudi zanemaril to delo, a ne? Ampak bojo še zime. A imamo še eno za rodoslovje? Še. Rodoslovje je še pozitivna stvar. Ena pozitivna stvar so potovanja.
Sicer najbolj fajn bi bilo, če bi šel tistega Amerikanca mečkano raziskati, pa v Nomeri, ampak naš France so se šli bojevati, naš stara ata France so se šli bojevati s Turki v Bosno. Tale plemeniti Andrej, ki je napisal čudovito knjigo in je po dnevih lepo napisano, kje se je tista vojska premikala, in sem jaz to lepo spravil nazaj na zemljevid. Piči, Bosna. Enkrat. Ampak se nista plazila tako kakače. Skoraj da, ker sva šla sam po takih kačastih cestah, no, kjer ne gliho. Ker ena moja karakteristika, da se znam zelo, zelo fajn ne zgubiti. A ja, zgubiti? In če se zgubiš, vidiš več in doživiš več. Poučen na svet. Dobro, jaz bom najin pogovor zaključila. Mislim, da je bil zanimiv. Seveda vedno lahko gospoda Rojca še najdete, vprašate, vsi, ki se boste in ste morda nocoj dobili kakšno iskrico za to, da se tega lotite. Kakšni so te koraki, midva sva se v tem ogromno pogovarjala. Jaz mislim, da je bilo danes zelo dragoceno tudi to, kar ste prej rekel, mikrozgodovina. Te fotografije, vsaka posebej, ima neko zgodbo, ki je zanimiva, ki marsikaj pove o naši preteklosti, etnološko, zgodovinsko, in mislim, da to je res eno področje, ki ni konca, najbrž ni konca, in zato tudi vas tako zelo vleče van. Tako. Tam me je gospa že na začetku mečken za ušesa, pa par informacij, pa to naprej. Lahko povem še, da je v Menačnikovem muzeju zdaj odprta razstava, ravno s temi slikami in s tem tekstom, in se me da dobiti, poklicati, dobimo kontakt, pa se voden ogled z, recimo, individualno obravnavo. Tako. Vam vsem hvala za obisk, jaz upam, da vam je bilo prijetno, zanimivo, in hvala Peter Rojc. Hvala za hvala. Super je bilo, super, čisto v redu sva, evo. Mislim, super, da zdravje. Čisto dovolj je bilo, dovolj zanimivo, evo, z vodo, kačva druga. Jaz sem vesel. Ja, jaz mislim.